Ja, danes smo na Planinski zvezi predstavili 4 nove edicije. Prva je vodnik po Julijskih Alpah, to je enciklopedični vodnik, kjer so opisane prav vse poti do koč in na vrhove. To je zadnji del, četrti del vodnikov po Julijskih Alpah. Trije so išli že v prejšnjih letih, od leta 2015 naprej. No in ta je zadnji, ki nam je še manjkal. Območje, kjer ga predstavlja avtor Roman Tratar, pa so v Srednji Julici, to je območje Triglava in Martuljkova skupina. Veseli smo, da je po 5 letih ta projekt zaključen in te vodniki, moram reči, da so dobro sprejeti pri bralcih in tudi zelo uporabniški vidik je visok. No, ostale 3 knjige so pa išle v letošnjem letu, Julijci so išli konec lanskega leta. Vse te 3 knjige pa so leposlovne. Prva je Smeh z gora, ta je šla marca meseca. To so zabavne planinske zgodbe, avtor je Dušan Škodič. Vse zgodbe so pa išle že prej v Planinskem vestniku. Tako da, te planinske humoresk ni prav veliko v slovenski zgodovini, tako da je to res lepa popestritev in upajmo, da bo Dušan Škodič, avtor, še nadaljeval s temi knjigami. Naslednja knjižica so Griči. Tukaj gre ravno tako za članke že v Planinskem vestniku. Avtor je Rafael Trpin, doma iz Idrijskega, in on tukaj je izbor njegovih del, njegovih člankov. Njegov opus je res obsežen, tako da je bil potreben izbor. Gre pa za, po moji oceni, za planinsko-popotniške eseje, ker avtor res piše doživeto, obuja stare čase, stare kmetije, stare poti, ki se opuščajo, in v teh krajih piše res zelo lepo. Tudi zadnja knjižica je z področja območja Idrijskega, avtorica je Anka Rudolf, naslov je Čez drn in strn. Gre pa za mladinske zgodbe, ki pa so primerne tudi za odrasle. Nekaj zgodb je potegnenih nekje iz zgodovine, nekaj pa prav njenih osebnih doživetij. Mislim, da bojo vse te knjige lepo popestrile planinsko bero in tudi slovensko planinstvo, sploh slovensko planinsko tržiče obogatilo. Izdali ste pa tudi 2 zemljevida. Ja, vsako leto imamo plan najmanj 3 zemljevide. No, letos je išel zemljevid Ljubljana in okolica in še slovenska Istra in Kras, pripravljajo se pa še novi zemljevidi z območja Domžal, Semiča in Koroške. Hvala lepa za pogovor, se lahko še predstavite? Ja, Vladimir Habjan, urednik Planinske založbe in urednik Planinskega vestnika.